Dobar dan, dragi obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dobrodošli v tej prostorni kulturni dvorani v Sevnici. A ne da, Franci, dobro, da smo shujšali, da imamo več prostora. Za dva pa res. Za dva pa res, dobro. Dobrodošli ob krasni obletnici 40 let ansambla Franca od Cvirka. Se spomnim, ko si začel špilati pred 40 leti, sem bil jaz še 2 leti star. Kaj? Sem začel zdaj špilati. A zdaj ne si? V glavnem, to je bil zdaj samo en tak kratek nagovor, da boste vedeli, da bo danes luštno, hecno, veselo. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa v imenu vseh glasbenikov, ki vam bodo danes predali svoje znanje, svojo voljo do glasbi. Matjažek je dvignil prst. To tudi jaz in Franci lahko, dej. Lidija je prišla. Franci, ta je bila z Rajkom, a ne da? Rajko, star glasbeni prijatelj? Ja. Do zdaj? Zdaj pa kaj? Lidija, kjer bo zdaj? Zdaj pa ob jasnih večerih. Lep valček. Ona, če se ljubi, to je najži menilo. To je verjetno Franci bil, preleposti ga napisal. Da. Krik zmes v svetu. Jasni večeri so bili zmeraj delikatni, ker so vsi videli, kam gremo. To je pa res. Ajde. Ob jasnih večerih, pomena se spušča, na našo dolino, na vrlo cvetoč. Nekniženo plačo, sadnika sadilja, nezvane pozdravlja, da zvono pojoč. Nekniženo plačo, sadnika sadilja, nezvane pozdravlja, da zvono pojoč. Na tisoče zvistika, na nebu žarilo, in drugim letilo, deški dožarja. Okrene premisa, da niti postavlja, so same ljubile, se sredi srca. Okrene premisa, da niti postavlja, so same ljubile, se sredi srca.
Min hudič, v 40 letih so se pa menda ja naučili malo špilati. Dobra, zdaj moram jaz nekaj povedati, kaj bi radi poročila ali reklame. Bomo reklame. Drugače, jaz sem Darko Povše, bolj me spoznate po glasu kot po stasu, se je videti ni Bog zdaj kaj. Bom prebral kratko pisano zgodovino ansambla Francija Cvirka, kot je zapisana v Googlovih knjigi rekordov, ali kaj že, nič neče slišati. Dobro. 11. leta 1984, to je bilo pred koncem druge svetovne vojne, je prvič nastopil ansambl Franca Cvirka v gostilni Janc na Studencu. In ker so vsi preživeli, se je zgodba nadaljevala. Na začetku je bila 5-članska zasedba s fantovskim petjem. Kaj to pomeni fantovsko petje? Da še noben ni bil poročen. Tako, pozneje so si izmislili, ker je bil zadnji čas, da se kjer poroči, da bi mogoče povabili k sodelovanju kakšno pevko. Ansamblu se je pridružila Anka Jerše, se še spomniš? Je bila lušna? Aha. Z njimi je sodelovala 3 leta, verjetno je našla kakšnega pametnejšega. Po zamenjavi so nastopali kot trio, ker so bili malo razočarani. Nato se jim je pridružila hčerka Franca Cvirka, veste, je rekla žena, ne boš ga sam sral, tle jo imaš. Barbara je v ansamblu sodelovala kar 10 let. Trpežna baba. Z njo so posneli kar nekaj uspešnic, ki jih poznamo vsi. Zaljubljeno dekle je Francina. Ti je bilo malo vroče takrat, ko spisal, a ne da? Se mi je zdaj tudi. Roko na srce, da mu je res. Jaz ko vidim tako rusko publiko, pa take ruske punce, se začnejo prej so Cvirki dopeti. On je edini, ki bo šel iz žal v 2 žarah. V enem bojo od Cvirki, v drugem pa mas. Ampak tu je vse res. Dajmo dokončati tole kratko zgodovino. Po 10 letih službene obveznosti se je Franci hčerke Barbari rešil, a ne da. Zamenjala je Petra Mirt, ki je v ansamblu prepevala leto in pol in videla, da tle ni nobene prihodnosti. Morala je zapustiti ansambl, ampak roko na srce, Franci je imel kar nekaj uspešnic posnetih, kjer so prepevala dekleta, bil je ženski glas in moral je najti ženski glas. In enim se je prikazala Marija, Franciju se je pa Lidija. Niste ti prikazala? Nisem meni prikazala Lidija, prikazala se Zvonko, to ker je on pripelal. Kjer? Zvonko? Zvonko mahaj. Tale Zvonko, on primer frizerskega modela, je zelo dolgo igral pri ansamblu Franca Cvirka, bariton, kar lepe spomine imamo skupaj. Franci, Zvonko, frizuro imaš že 10 let nespremenjeno. Tebi se je prikazala Lidija. Zdaj pa nimaš las. Lidija može zim, dobro. Še nekaj bomo povedali. Franci je sam in z ansamblom odigral kar 700 ohceti. Na koliko ločitvah? Do zdaj ima ni še noben poklic. Veste, zakaj na ločitvah ni treba muske? Ker je že brez muske dost veselo. Gremo dalje. So pa rekorderji igranja na enem mestu. Ja, je mesto v Sloveniji, kjer je Franci igral večkrat kot doma. In to je gostilna Janc na Studencu večkrat 800-krat.
Dobro, da nima inventarne številke. No. Dobro, da si živ. Dobro, to je bila kratka zgodovina ansambla, evo, rešili se me boste zdaj pa vi kar veselo, kam gremo na Sevniški grad. Gremo, to čim prej. Vi ostanite tle, bomo šli pol. Eno lepo bomo zdaj, ne? Kaj si kje mislil na bele ladje? Na bele ladje? Kaj si jaz mislil? Jaz se ladje bojim, ker da znam plavati. Znaš plavati? Ja. Kaj pa, če bi te jaz vodo spravila? O, to pa ja. Sprava. Pogamen, ne? Gremo še na ladje.
Ni treba ploskati, ko za to nam nič manj računa. Ne rabiš ti iti, oni lahko grejo. Franc, kak si? Si v redi? Jaz prišel k tebi samo zaradi tvojega priimka. Ko vsako jutro, ko pogledam hladilnik, vidim del tebe. Od svinke imam rad v Božjo mater, veš? Ampak, če boš svirka rad, bi lahko za pol metra več rastel. Kaj ti je, ne, se raste, tako ti naprej rastemo, mi dva. Saj se nam nič tamo zajebalo, ker ti si že enka takega požrkost, jasno. Poglavnem, kak se imate vi tu danes, je fajn, smo fajn začeli. Jaz sem skoraj malo zamudil, ko smo imeli en požar pri nas, pa jaz še kar koledare predavljam, še nisem fertik. Imam to zdravo, bo tudi kjer od vas lahko kupil, imam od leta 2022 tudi. Ja. V glavnem, jaz sem ful vesel, ko me je Franc klical, je rekel, čuj, mi imamo koncert, pol pa sem rekel, ja, v redu, jaz pa itak poznam, ne, jaz njih poznam, to so, te še jaz sploh rodil nisem, ko so oni že začeli skoraj, ne. Mislim, se jaz še danes tak zgledam, kot da sem se včeraj rodil, ne. Nema veze. Te pa ste jaz malo vprašal, kdo pa te vse bo, pa mi je on naštel, pa sem rekel, veš kaj, tudi če nimam cajta, si ga bom vzel. Potem sem ga pa vprašal, sem rekel, kaj pa Melania Trump brije, pa to, kdo bo to plačal, ne? Te pa je rekel, čuješ, če ti bo Melania plačala, te ne boš hcal. Sem rekel, ampak prišel bom pa vseeno, pa vidim, da ste dvorana nafilala na fulka, tam gori se tudi čuje. Ali to so kao vid gosti, ne? Sicer pa naš cirkvi je tak, da če zadnji sediš, si hitro na vritovi bolj, ja. Mi imamo tak, da mladi predita starejši od zadnji, ne? Moja takšča sicer je stara 62, samo sem je dal zdaj kar v zadnjo vrsto, ker ima naslednjo soboto zadnji rojstni dan. Sem se že z lovcem izmenil, ja. Brez skrbi bomo spucali penzija, še 2 meseca pride, nimaš kaj. V glavnem, da ne bi jaz bil predolgi, ker jaz sem izredno ljubitelj živali in to tudi tih malih živali, ne, ker sem velike niso za mene, ne. Jaz sem si naredil mini kmetije. Namesto velikih pujčekov imam vietnamske svije. Namesto velikih konjov imam ponije, krave imam pa točno tako velike, ko morajo biti. To pa zato, da lahko stojeno im, veš, ja. Da se mi ne treba prepogibati, ja. Drugač pa mene so enkrat skoro zamenjali na eni veselici za odojka. Hvala Bogu, da niso take velike jabke za moj govec našli, pa sem še lahko dan sem prišal. Zdaj pa dajmo en velik aplauz za Murne, ki so to z nami. To bi Murni pa tako, da bi mojo življenje gledali. Oni pišejo samo take muzike, kot da bi bilo moje življenje. Ker meni je Ata rekel, sine, ko boš veliki, bo treba delati. Jaz sem kar mali ostal. Oni sicer radi delajo, pa grabijo, pa je grabla, pa je zagrabla, pa veš kaj mislim, ne? Zdaj so pa naredili 2 na mene pisani. Jaz ne moram biti doma, pa salama. Zdaj jaz sicer ne vem, kako salamo oni mislijo, mislim, jaz vem, kako oni mislijo, ne? Ker jaz sem s harmonkarom enkrat skupaj hcal na WC-ju. Jaz sem se bolj 3 ure jokal na WC-ju. Kaj se dela normalno? Ko sem tako pogledal, sem si mislil, če mi ga ti daš zdaj na ramo, bo isto, kot da bi prijavnega fotra domov rekel. En aplauz, ansambel Murni! Jaz se moram biti doma, baba kar naprej regla, se pojem se v ten pas, saj posod se vidi nas. Jaz se moram biti doma, ker za tanca ne ima, vse narobe naredim, da nekaj uspem.
Bonajci ni problem, da jo sam zakaj pahvali, da jo pošleš tam nazaj. Že da verno si zadel, ki zazmeri rad jo bil, slovo zmena, nek se to takrat dobro. Jaz ne morem biti doma, prava krat naprej regla, sem dojel se tukaj pa se zdaj postal se mi na nas. Jaz ne morem biti doma, ker za dan za ima, se narobe naredi, kot takrat, ko spim. Hvala lepa za povabilo glasbenim prijateljem. Tako da zdaj pa, ko je Sašo prej rekel, da bomo salamo zašpilali, zdaj prišla ena taka sprememba, pa je v tih koncih veliko poslušate, je grabla, 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 pa je tudi radi večkrat zapojete, tako da gremo kar tisto, je grabla, 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 na koncu je pa zagrabla, vidiš, ko vejo. Pa gremo! Sa šprica i penalne zorrebi, još je skupne minute, cijelom sa očnica, pravo piša i gravnica, grave mi se raznebi. Pa sam se učitelj odbrano, cajkom njihova sam javo, kvira glavne fajne ti, čepa jedna koji dobi, pa sam jedna perjavna meta, koji uđice spavna, sam geštepu gledu je. Pa sam upeđen, grabla, 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 na konci je pa zagrabla, sva skočila se on, i tak je šepno, grabla, 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 na konci je pa zagrabla, zdaj Mario Bergoma, je moja želpica, grabla, 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 na konci je pa zagrabla, sva skočila se on, i tak je šepno, grabla, 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 na konci je pa zagrabla, zdaj Mario Bergoma, je moja želpica. Sognavo qui la grande fajnerti, il paglietta poi dobi, pa se jedna je perjavna meta, koji učice spravlja, sem geštepu gledu je. Pa si upečen je, grabla, 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 na konci je pa zagrabla, sva skočila se no, je kak je šteplo, grabla, 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 na konci je pa zagrabla, zdaj Mario Bergoma, je moja želpica. Zdaj pa sam vi pojete, pa gremo! To so bili urni, gledajte, kaj so veliki. Ni čudno, da me hlače sem do kolen. Če bi jaz tukaj zrastel, če bi jaz tukaj zrastel. Ampak ko si mlad, nikoli ne veš, kaj bo. Edin moja mama mi je rekla menda, ko sem bil še čist mečken, je rekla, fotrov, ta Darko, ta je pa čist tvoj. Je rekel fotor, ja, zakaj par pa me gunco? Je rekla, mama, že zdaj ima flašo kozizek. Tako se življenje odvija. Ne sme biti preveč besed, ker bomo tukaj do jutri. Ansambel Pik, brez asa. Naši odne. Poglejte.
Prav zanima me, kje se oblačijo, ko se tako po modi oblečeni. O, Jan, živjo Jan. Ko si ti brado puščaš, ali si pozabil obrit? Ja, veš koga, tole sem si kar pustil, veš, malo bolj mal, pa vsaj da malo zgleda. Drugače, bo šolski avtobus ustavlja. Kaj imaš to za eno televizijo tle na koncu? To je Pop TV ali Aknaj? Ja, veš koga, to je pa nadzorna kamera, da žena vidi, ko delam, veš, pa kje sem. Hvala za nasvet. Da bo vedel, ko bo moja mene. Ti pa še bolj kosmat. Čigav spa ti? Žan. Žan. Pa Jan. Samo eno črko zamenjaš, pa imaš dva muzikanta. To je dobro. Ansambl Pik kar nekaj cajt že razgrajate, ne? Ja, že kar nekaj 10 let, pa še moje podlage. Pa še, dobro. Kaj imamo danes? Valček po polku. To sem vedel. Pa tudi toplo vodo izdaj, aj ti si bolj zgovorni. Kje je valček? Reka, to je naša najnovejša skladba, čisto frišna, avtor melodije in besedila Jože Umek, tako znani harmonikar, tule iz Dolenjske. Potem imamo še pa eno polkico, tudi avtorsko, je pa tvoj naslov, tudi krasna polkica. Dobro, ansambl Pik, glejte, da bo te ploskaj. Oni imajo tako honorar, bolj se ploskamo in plačamo. Zdaj, ti štešnji kot bilo,
Hvala lepa, seveda se moram zahvaliti za povabilo gospodu Francu Cvirku, ki takole dajmo en aplavz, seveda za naše gostujoče. Še na mnoga leta vam kličemo takole zdravje, predvsem dobre volje, dobre muzike, mi pa gremo zeleno našo polkico Tvoj naslov. 1, 2, 3. Sledi do doma malo čudno in jasno je, da taki se stvari ne gre. Že nekaj dni te prosim neutrudno, pa praviš, da mi svet, da ti te sme. Ipak, razumni, kaj te skrivaš, ali te doma ne je sram. Ipak, pa roke na mojo skrivaš, vedka, da te položivaš do oči, vprašaj imam. Izvidel rad bi tvoj naslov, a skrbno skrivaš ga. Tvoj ljub se ne preda, srce ga ne izda. Prišel rad tebi bi domov, da bi se stiskala. Želim, da tudi bi bila bliza. Juhe! I se sprašuje ti zarada svi doma. O mislnicah ne skrivalica, se vozi brez zlo, da sem igra. Še v sanji ne stopiti tvoja vrata, i se lepo na zvon ne zvoni. Da enkrat redno ne stoji tvoja ta meni strašno vroče rata, pa sem, da se zbudi. Izvedel rad bi tvoj naslov, pa skrbno skrivaš ga. Tvoj ljub se ne preda, srce ga ne izda. Prišel rad tebi bi domov, da bi se stiskala. Želim, da tudi bi bila bliza. Sploh ni bilo tako slabo. Se komaj odklopiš, vidim, ne? Ja. On je tako fajn, ko ga lahko gledam iz oči v oči, več to se meni redko zgodi, ne? V glavnem moramo povedati, kaj je bil drugi razlog, da sem jaz danes tu. S Francom sva zelo dobra prijatelja. Jaz ne vem, kak je on do vas, ampak do mene je dobričina. Vedno, ko ga nucam, on je vedno tu. Zadnjič na rabo sem rekel, Franc, zdaj pa imam problem, je rekel, Sašo, kaj je spet? Te je dobila policija, sem rekel, nimam več izpita, že dolgo ne. Je rekel, kaj pa je, so te gasilci vrgli iz društva, sem rekel, ne, še treznijo, ne. Te pa je rekel, kaj pa je, sem rekel, Franc, ne moram te prek telefona povedati, prosim te, doma se. Je rekel, ki bi se pa dobila? Sem rekel, tam, ko smo oba najrajši, je rekel, povej, v kjeri gostilni, ne. Sem rekel, kaj če bi se prek Reglo dobima, ne, ali Kravli tam, ne. Se dobima! Točni je bil kot vedno, jaz pridem not, on me čaka, rekel, Sašo, nijam največ cajta, povej, kaj je. Sem rekel, Franc, veliki problem. Jaz moje punce več ne moram zadovoljiti. Me je pa tak prek mize pogledal, rekel, bo doktor Franc to zrihtal. Jaz ni rekel, to ploska, ne vem, kaj. Vse bivše ploskajo, Franca. V glavnem, sem rekel, Franc, to tak ne bo šlo, ti si zdaj to preveč osebno vzel. Rekel, ne, Sašo, poslušaj me. Taktiko moraš imeti pravo. Zdaj, ko boš prišel domov, idi najprej še v cvetličarno, kupiš šopek rož, priješ domov in daš lupčka na lička, jo primeš za roko, jo pelaš nog v spalnico, jo dvigneš na pojslo, jo slečeš noge na rozni, rekel, zdaj pa pozorno poslušaj.
te pa počasi navzni, malo desno, malo levo, hiter krok okoli pa vezni. Sem rekel, Franca, ti plače pijačo, jaz če hočem si to zapolniti, moram takoj šipati domov. In tako on vedno plača, ker on gajc pa ni, ne, ohen pa ni. Jaz grem itak, sem burkli pozabil na cvetličarno. Hvala Bogu, sem blizu Britofa doma, veš, sem šel hitro malo na trgo, ko smo eno friško spakirali, da stopiš. Prijem domov, evo tega, jedam šopek, jedam ljubčka, to sem še vedel na pamet, jo primem za roko, jo pelam v spalnico, pol nismo vedela, kdo bi koga na poslo dvignil za stopi, ko imamo tisti visoki jogi, ko so zdaj kao moderni, ne? Jo dvignem na poslo, jo slečem noge na razno, da smo začel se že, kak je meni Franca to povedal. Počasi navzni, malo desno, malo levo, ko sem pa krok naredil, me je pa moja pogledala in rekla, čuj Saša, daj te imaš to neke Francejeve fore. In potem sem jaz videl, da si Franca ni samo z mano v naši bajti tak fejs dober, ne? Ja, potem sem se ga pa šel tak napit, da sem šel domov tako, da bi bil v labirintu doma. Daj me en aplauz, z nami sta ansambel Labirint. Viš, to ste že pa prekaljeni mački, ne? Evo vam dam malo bolj nazaj stojava, če nadaleč bolj nablizu ne še vidite? Ja, evo ga. Saj, nekaj sem jih zadnjič videl na špilu, ne? Smo bili skupaj, ja. Da ne boš kaj preveč povedal, drugače ti bom v lase skočil. Daj me en aplauz, ansambel Labirint! Jaz tako da lep pozdrav seveda še v imenu ansambla Labirint, seveda Francijo in njegovi ekipi iskrene čestitke za okrogli jubilej, pa če enkrat zaploskate. Zdaj tudi, če se skupaj spravimo, smo najstarejši ansambli seveda v temle koncu, ne. Roman bo pa več povedal, ne, kdo je še starejši. Glejte, še enkrat aplauz za ansambl Franca od Cvirka, on praznuje 40-letnico. Labirinti smo pa 28. decembra praznovali na Špilu seveda 33-letnico delovanja in to v začetni zasedbi. Sem malo pogooglil, ansambl recimo tako, kaj se je tam nagor, 4 kovači imajo 70-letnico, ampak od 4 kovačev je zdaj sam še Kladov ostal, recimo v začetni. Mi smo še pa zmeraj te isti, pa me pa res zanimalo, če je kjer tukaj v bližnji okolici ansambl, ko je starejši, ko smo mi v začetni zasedbi. In sem enega samega našel, en sam ansambl tukaj v Posavju Dolenjska ob Soteljem je starejši, ko smo mi, tu je ansambl Franca Rajgla, ampak on je one-man band. Jaz pa gremo Jožefovo za Lemanca in ena naša nova skladbica na Jožefovo. Žel je mali cvet, trebuje se naramba, cvetiki zvončki so te prometice. Potopli sonce belo zelenina trava in čižne čakajo, da poti se odvre. Srtički žinijo, gredo herojih vabi, se ljubijo, za zagodno svoj poskrbi. Odnese fantič rože svojemu deklitu, odne srce in ljubezen izpovi.
se Jože, prijatelj Jože, to smo si stili oko. Kodovnik nas je kratko srce čak povabil, želimo srečo in najmo lepo. S kozački trčili smo si za dobro srečo, še dolga leta Marjana nas ljubi Bog. Nazaj na Bog, kot je vesela ta ne pisem, konak lakat in naša obresitna glov. Vička Jožica in Jože to velja, to teb zapetijem želimo zdravje iz srca. Za dobro voljo smo zbrali se za vas, za borte sami bliskajte na glas. Za dobro voljo tu smo zbrali se za vas, za borte sami bliskajte na glas. Lahko razumemo, malce popestrili, seveda prišle so še citre in en aplauz za Anjo, seveda črta našega Romana. Bomo rekli, en tak green zelen sentimentalni komad je Potočki, trate in gozdovi z kombinacijo s citrami. Vete, zdaj je vse to bolj moderno, bolj ekološko, bolj bio, ne? Je mene učiteljica v šoli vprašala, rekla, Roman, se ti sploh zdravo prehranjuješ? Sem rekel, seveda se. Kuk? Je rekla, naprimer, včeraj sem 5 kil hrušk pojel. Je rekla, ko ste normalni. Veš, koliko je to 5 kil hrušk? Pa sem rekel, če malo bolj poštudiram, res pa je, da so bile bolj drobne. Pa to, recimo, tale sadje, ne, recimo jabke. Jabke tu so sam vitamini. Ko imaš enkrat vitamine, potem se ti pospeši fino prebava, dobiš energijo, lahko treniraš. Ko treniraš, ti zrastijo mišice, dobiš moč, dobiš tako lepo vitko telo, na tako bolj fit moško telo, se lepijo punce, koliko trčiš, če jih je pa prevelik, pa fašiš ajc, potem te pa pobere. Kdo bo še zdaj jabke jedel? Nekoč gozdovi so bili zeleni in trate lišne kot atleke, potočki bistri so žuborili in srečno ti je bilo v srci, kjer so zdaj tisti gozdovi lepi, kjer so zdaj krate, prekraste se, nič več potočki ne žuborijo in žalostno mi je zdaj srce. Jer travniki so zeleni še in kjer potočki še žuborijo, tu še veselo mi bo srce. Na naše je Bogu raj za vse.
imaš to za eno čarobno stvar? To so citre. Citre so, lahko bi rekli, star slovenski ljudsko glasbilo, ne, da jih ni več veliko. Tako je razširjeno med ljudmi, ja, ampak v resnici se zdaj citre zelo razvijajo in prihajajo na srednjo glasbeno šolo, v Avstriji, v Nemčiji so tudi na akademiji, tako da ni več samo staro ljudsko glasbilo, se da marsikaj zaigrati. Ajde, imam matematike. Koliko strun ima to? Zmeraj, kadar me to vprašajo, moram na novo prešteti. Nisem pripričana, me se zdi, da 45. Dobro, da te sta dve več, 47. Dobro, ti imaš pa samo 10 prstov, kako to gre? Pa še to sam z 9 igram. Enega imaš za avtoštopar, kaj? Da mi je viško, ja. Ja, gre, spreten moraš biti, pa gre. To je on tudi rekel, da moraš biti spreten, ki včasih kakšno lukno fali. Ja. In če najdemo kakšnega mladega Slovenčka ali pa Slovenčico, ki bi tudi igral na, poglej, vsi tiste inštrumente držijo in jih križ boli, ti pa kako spavaš, to na pultu samo brkljaš. Ni samo za gospe, je tudi za gospode. Aha, Miha Dovžan je bil, prvi in zadnji, še kakšen. Karli Gradišnik, Tomaž Plahotnik. Ja, Karli Gradišnik je že umrl, kar je samo dokaz, da je to naporno. Malo mi hec, je bil pa Karli Gradišnik krasen glasbenik. Dobro, veliko mladih učencev ti želimo. Torej, jaz ne učim citer, z veseljem pa pridem kam zaigrati, tudi z našo skupino Drstenšek, če nas kam pokličejo. Dajte jih zaplost. Sam nekaj moram še povedati, se pa pričujem, ampak prej tamle se od zadnji smo se pogovarjali, pa so rekli fantje, da redne posteljne aktivnosti podaljšujejo življenje. Če to res, se jaz od vas poslavljam in naj mi bo lahka zemlja.